uvod, prosim, lahko. No, dobro. Uvodoma bi seveda povedal, iz česa smo izhajali. V volilnem programu za zadnje volitve smo zapisali, citiram, pod točko 2.5. Spostavili bomo ničelno toleranco do korupcije in klientelizma. Pod točko 2. Spremembo zakonodaje bomo povečali vlogo in težo Komisije za preprečevanje korupcije tako v smislu pristojnosti in pooblastil, kot v kadrovskem smislu. Pod točko 3. Zagotovili bomo usklajeno delovanje organov pregona, oklepajo NPU, Komisija za preprečevanje korupcije in finančna policija, ki smo jo predlagali v našem programu, zaklepaj, in izboljšali njihovo sodelovanje z državnim tožilstvom in sodišču. To je bil naš program, ko smo stopali pred volitvami, seveda vse to ni bilo zapisano v koalicijsko pogodbo. Moram reči, da smo danes imeli poglobljeno razpravo na situacijo, ki se je zgodila, in smo sprejeli nekaj jasnih sklepov. In sicer, da od obeh politikov, tako Zorana Jankovića kot Janeza Janše, pričakujemo, da nemudoma sprejmeta odgovorne odločitve in s tem zagotovita na nek način stabilnost v tej državi. Problem je pri njiju, problem ni pri nobenem drugem, niti pri njim strankama. Torej, sama sta tista, ki morate sprejeti odgovorne odločitve in to čim prej. Pod 2. Slovenska ljudska stranka pričakuje od predsednika vlade, gospoda Janeza Janše, da v najkrajšem možnem času predlaga novega mandatarja, ki bo omogočil izvedbo začetih reformnih ukrepov. Zaradi situacije, v kateri smo se znašli, in gospodarsko-finančne krize, bo Slovenska ljudska stranka vztrajala v tej vladi do konca realizacije, bom rekel, februarske seje državnega zbora, ki se začne konec meseca februarja in konča v začetku meseca marca. Zakaj temu tako? Ker ocenjujemo, da je v nastali situaciji izrednega pomena, in to trdim sam kot minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, da omogočimo možnost sprejema reformo delovno-pravne zakonodaje. To je bil eden od ključnih projektov te vlade in zdi se mi pomembno, da vendarle omogočimo, preden se zgodi, karkoli se bo že zgodilo v nadaljevanju za to vlado, da omogočimo sprejem te reforme. Ocenjujemo, da je to možno, ne nazadnje tako smo tudi v vladi načrtovali. Zdaj, ali bo sprejeta ali ne, je seveda drugo vprašanje, ampak želimo dati to možnost. Je to projekt, ki ključno vpliva na konkurenčnost slovenskega gospodarstva in ključno vpliva na konkurenčnost slovenskega poslovnega okolja. Če se do tedaj, torej do konca februarske seje državnega zbora, ničesar ne zgodi v zvezi z vodenjem slovenske vlade, ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo in minister za gospodarski razvoj in minister za kmetijstvo in okolje odstopita. To pomeni, da v tem primeru Slovenska ljudska stranka odkoraka iz koalicije. Seveda, če se bo med tem, glede na to, da imamo koalicijske partnerice različne poglede na razvoj dogodkov in različna razmišljanja, zgodi kaj drugega, se bo pač zgodilo kaj drugega. Seveda je interes Slovenske ljudske stranke, da se politična kriza, ki je na obzorju, skrajša na minimalni možni rok. Torej, smo za to, da se poišče možnost tehnične vlade, ampak vendarle takrat, če bomo predsedniki parlamentarnih strank, ki imajo interes za to, našli skupaj prave rešitve, torej pravo osebo in ne nazadnje tudi definirali program te tehnične vlade. Mi ne pristajamo,
da se nam bo skozi medije ali kakorkoli drugače vsiljevalo takšna ali drugačna imena. Mi potrebujemo predvsem dogovor med političnimi strankami v parlamentu, ki bi seveda omogočali izvolitev tehnične vlade, da se vsedemo, vidimo, kdo so možni kandidati za tehničnega mandatarja, se z njim pogovorimo, določimo program in šele takrat obvestimo javnost. Tehnična vlada, jaz ne vidim nobene možnosti, da se stavljamo v javnosti, z mediji in tako naprej in tako dalje, ker to potem več ni tehnična vlada, ampak je to neka politična vlada, za katero pa mi nismo pripravljeni sodelovati. Seveda na koncu obstaja možnost predčasnih volitev. Mi podpiramo predčasne volitve. Zdi se nam, da bi v tej zapleteni politični situaciji bile najbrž do ljudi, do državljank in državljanov najbolj pravične in najbolj poštene, da se izberejo tiste poslance in tiste politične stranke, za katere menijo, da jim lahko zaupajo. To je pravzaprav. To je vprašanje. Jutri odhajate v Azerbajdžan s predsednikom vlade? Izgleda, da ja. Nimate nobene koalicijskega sestanka več na to temo, ali pa karkoli zdaj še danes jutri? Zaenkrat nič ne predvideno. Se pravi, vlada dela naprej, pa ki takšna kot je. Pa poteka, s katero iz strank, torej, ali pa boste sprožili pogovore v tehnični vladi? Jaz mislim, da bi bilo smiselno iz našega zornega kota ta čas do februarske seje Državnega zbora seveda izkoristiti tudi v ta namen, skratka, da je čim manj mrtvega teka, da se preveri morebitna ta možnost, ampak pogledajte, nekaj pa treba vendarle jasno povedati. Dokler je na drugi strani neki zmrznjeni predsednik, pač to ni mogoče. Dajmo bodimo jasni in odkriti in iskreni. Mislim, da smo prišli v pozicijo, ko je potrebno to v slovenskem političnem prostoru preprosto razčistiti. In ljudje pričakujejo od politike, da to stori. Moja ocena je, da vkolikor pride do kakršnega koli dogovora v zvezi z tehničnim mandatarjem, mora biti to nekdo, ki bo v tej zapleteni situaciji ljudi povezal, za katerim bojo ljudje preprosto šli in mu verjeli, ki bo avtoriteta in ki bo ne nazadnje imel tudi rešitve za situacijo, v kateri smo. Takih ljudi je malo, se ne nahajajo za vsakim vogalom, pa vendarle so. Ampak, kot sem dejal, zato potrebujemo pogovor med predsedniki parlamentarnih strank. Ne tistimi zmrznjenimi. Med predsedniki parlamentarnih strank. Tisti, ki so zainteresirani za sestavo tehnične vlade. Sicer tega ne bo. Pa vidite, da tehnične vlade tudi SDS brez Janeza Janše? Seveda. Zakaj ne? Kako konkretni glede zmrznenega predsednika, po vaši oceni, kaj zadostuje? Popoln odstop z politične funkcije ali tudi odstop kot župan? Glede, najprej naj povem, da smo v Slovenski ljudski stranki predvsem pometali pred svojim pragom. Da smo se držali tega, kar smo zapisali. Dosledno in načelno. Ne glede na to, kdo je bil vprašan, kdo je bil pod vprašajem, ne glede na to, kako se je ta pisal. Pričakovali bi od drugih političnih strank, da to storijo same isto. Torej, mi ne bomo pozivali
niti Slovenske demokratske stranke, da zamenja predsednika, niti Pozitivne Slovenije, da zamenja svojega predsednika. Težko pa se je pogovarjati v takih okoliščinah o drugi tehnični vladi. Bi se pogovarjali z morebitnim VD-jem predsednika, kako bi se temu reklo, če ne bodo mogli recimo izpeljati novih volitev, se pravi kongresa, se pravi z nekom, ki bi začasno nadomestil predsednika v eni ali v drugi največji parlamentarni stranki. Ne razumem tega. Če se umakne gospod Janković ali gospod Janša iz predsedniškega mesta, ne pravite, pogovarjali bi se s predsednikom parlamentarne stranke? Jaz razumem, da bodo predlagali drugega mandatarja. Se pravi, pričakujete glasovanje o zaupnici v vsakem primeru? Če, gledajte, glasovanje o zaupnici je možno, če jo predlaga predsednik sam. Druga možnost je konstruktivna nezaupnica, ki jo predlaga 10 poslancev, z predlogom novega mandatarja. O tem novem mandatarju jaz govorim, da je možen z naše strani takrat, ko se bomo dogovorili. Takrat smo mi zraven, sicer nas ni zraven. Bi podprli konstruktivni nezaupnici? Ja, Če se zgodi scenarij, da državljanska lista Če. sproži pred tem nezaupnicem, kako bi potem ne se razglasovala? Če bo državljanska lista sprožila konstruktivno nezaupnico z predlaganim kandidatom, ki ne bo usklajen z nami, potem mi pač te konstruktivne nezaupnice ne bomo podprli. Še morda bi vaša? Skratka, vete, da sem jasen. Tehnični mandatar v tej situaciji je možen, če se dogovorimo. To ne more biti neka prisila in ne more biti nek pritisk. Dogovor za človeka in za program. Takrat smo lahko zraven. Ni pa važno, katera strana. To pa najboljše bi bilo, da smo vsi, ne? Smo si najjasni. Kaj pa vaša prihodnost? Ste se kaj premislili glede ponovnega kandidiranja za načelne stranke? Radovano, želel sem ne premišljati. Ne spreminjam svojih stališč. Ste se kaj pogovarjali o bitnem naslednjem? Danes ne, ampak sicer pa seveda razprava teče. Že kot vključen, kako vi se pogovarjate na vaše? Tudi to je, ampak tega vam še ne bom. Mlajša generacija? Prosim? Mlajša generacija? To zdaj mislite... Po izkušnja. Vse jaz sem mlad. No, se. Ne, gledajte. Bomo povedali pravočasno. Jaz mislim, da smo mi pokazali, kaj pomeni v takem primerno odgovorno dejanje. Da se umakneš iz političnega življenja.